Dober dan vsem skupaj, pozdravljeni ponovno iz mojega video kotička, da tako rečem, kjer redno dajem neke svoje komentarje na aktualno dogajanje na nepremičninskem trgu oziroma neko svoje razmišljanje ali v končni fazi znanje. Zanima me oziroma zdaj bi rad govoril, to me tudi včasih mi da za razmisliti, ko ljudje pridejo k meni in prosijo po pomoč za neke zadeve, ki so se jim že zgodile, bom rekel, napačne ko stopijo sami v trg nepremičnin, recimo v prodajo nepremičnin, potem pridejo k meni in me prosijo za pomoč, kaj naj naredim, dajte mi povedati. Ne? Jaz seveda, če sem čisto odkrit, večinoma jim dajem nasvet in pomagam brezplačno, ampak velikokrat rečem kar odkrito. Rekel, zdaj, ko je že neka težava nastopila, pridete k nam na pomoč, kje ste bili pa prej, ne? Se pravi, zakaj nam pa prej niste pomagali oziroma vprašali, kaj pa kako, oziroma najeli naših storitev. Ne? In tukaj bi mogoče rad besedo dve o tem, kaj sploh dela posrednik oziroma zakaj najeti posrednika ali ne. Eni pač boste oziroma so a priori proti posrednikom, eni so upravičeno, ker so imeli slabe izkušnje, tudi tukaj lahko spet ponovim, ogromno posrednikov je še vedno na trgu igralcev, ki mečejo slabo luč na celotno branžo, žal tako je, pa mislim, da je to marsikje drugje podobno in pač, jaz tukaj spet pravim, pač čas in trg bo pač izločil, bom rekel, tujke. Veliko je posrednikov takih, ki so zelo dobri in naredijo svoje delo. Pri nas recimo probamo do strank biti oziroma se trudimo biti vedno 100% odkriti in pošteni in narediti vse za njih, torej vključiti neko all-inclusive, tako imenovano storitev, da dejansko stranka nima dela z ničemer, torej da se ne rabi z ničemer obremenjevati, in to je glavni moto moj in cilj. Se pravi, jaz vidim kot posrednika nekoga, ki bo dejansko za svojo stranko naredil vse, torej od A do Ž, da stranka dejansko, kot jaz pravim velikrat, samo podpiše prodajno pogodbo in to je to, vse ostalo bomo poskrbeli mi. Ampak kaj je pravzaprav delo? Ne? Se pravi, marsikdo velikrat reče, ja, posrednik tiste 2, 3, 4, kakorkoli procentov vzame, nič ni naredil in to je to. Ne? Res je, ne? Marsikdo dejansko cilja samo na provizijo in v tej proviziji ni pripravljen nič narediti, nobenega stroška pokriti, govorim za posrednike. Velika večina ali pa veliko jih pa seveda naredi tisto, kar je potrebno in so seveda potem stranke zadovoljne. Pa posrednik bi naj v osnovi skrbel za pošten odnos obeh strank. Sicer imamo primer v Sloveniji, ki pač na nek način se je uveljavila praksa, ko se avtomatsko jemlje provizija od prodajalcev in od kupcev, ampak pustimo o tem, da bom zdaj debatiral. Tukaj seveda smo težko pošteni in delamo v korist in prodajalcev in od kupca, ne? Kako če me bo ta oba plačala. Ampak pustimo, tudi to je neka stvar debate, mogoče daj kasneje. V glavnem posrednik, po mojem mnenju, bi moral biti pošten, strokoven, narediti vse za svojo stranko, torej naročnika, tisti, ki ga je najel, popolnoma vse storitve, da bo ta stranka mirno spala, torej bo organiziral ogled, da bo pripravil nepremičnino, svetoval, kako se pripravi za prodajo, naredil profesionalne fotografije, to je spet ena debata, ne? Vidim, da ene fotografije na spletu še vedno se pojavljajo za slabim mobitelom, po domače povedano, narejene in poznam primere, ko gre posrednik da v prodajo nepremičnino za 2 milijona evrov, naredi pa 4 fotografije s slabim mobitelom. Ko bi se kupil dober mobitel ali pa najel nekega profesionalnega fotografa, če sam pač tega ne zna fotografirati in s tem upravičil zaupanje prodajalca. Ne. Se pravi, naredil fotografije, naredil video predstavitev nepremičnine, poskrbel za oglaševanje, za marketing plan, poskrbel za celotno dokumentacijo, pridobil vse potrebne dokumente, v svojih proviziji kril te stroške, teh pridobitev dokumentov, sodeloval pri pogajanjih oziroma se celo pogajal za prodajalca, torej da se on pogaja za ceno, ker seveda zastopa prodajalca praviloma, ne, če ga je najel, pripravil primopredajne zapisnike, poskrbel za overitev pogodbe, kril stroške overitve pogodbe, vse pripravil za notarja, kaj je potrebno, kaj ni, sodeloval pri primopredaji nepremičnine, poskrbel za prenos
plačil, torej pri dobaviteljih, elektro, ne vem, upravnik, komunala in tako naprej, vodovod, da dejansko stranka, ki je mene najela, recimo, nima nobenega dela s tem. Vse mi poskrbimo in večinoma lahko poskrbimo vse sami z nekimi pooblastili, včasih je treba neki dodaten podpis, odvisno od, recimo, RTV, pač je takšna inštanca, ki enostavno ima neka svoja birokratska pravila, oni zagovarjajo, da pač gre priključek RTV s človekom, kamorkoli se preseli, tudi na Luno in pač mora posameznik sam to narediti. V glavnem, posrednik bi naj popolnoma vse poskrbel od A do Ž, da tisti, ki ga je najel, ki mu je zaupal prodajo svoje nepremičnine, ki mu je zaupal enega od svojih največjih življenjskih poslov urediti, da bo dejansko mirno spal in bo poskrbljeno za vse. Tega se pri nas, jaz mislim, da držimo, vedno se kaj novega naučimo, ampak to je glavno delo, če me nekdo vpraša posrednika. Torej, zagotoviti varnost, eno pozitivno izkušnjo nepremičninsko, eno dobro izkušnjo, eno zanimivo izkušnjo in poskrbeti popolnoma za vse. In seveda stati za vsem tem. Torej, narediti vse, poskrbeti za vse in stati za vsem, kar je naredil, da bo tisti, ki je naročil storitev posrednika, zadovoljen in miren in tako naprej. In tudi tukaj recimo potem govorimo o nekem zadovoljstvu in stranke, tistega, ki je najel posrednika, in posrednika v končni fazi samega. In recimo pri nas se držimo enega načela: če niste zadovoljni z našo storitvijo, boste plačali nič, vam ne moramo in vam ne bomo nič zaračunali. Ko bomo posel popolnoma izpeljali do konca, torej ko boste ves denar dobili na račun in ko bo vse izpeljano, takrat boste plačali provizijo. To je pri nas osnovni moto in tega se držimo, rečem, že zdaj 15 let. In to je to. Se pravi, to je delo posrednika, poskrbeti od A do Ž kompletno storitev in narediti za svojega naročnika, torej tistega, ki je najel, popolnoma vse, da bo ta brez skrbi, brez stresa in mirno spal, kot pravimo, prodal nepremičnino ali v končni fazi kupil. To je to na kratko, mogoče kdaj naslednjič spet kakšna debata več, ampak jaz mislim, da je pametno najeti posrednika, predvsem zato, ker vidim, da se marsikje še vedno pojavijo neke težave, ki včasih pridejo z nekimi posli, ki niso tako čisti, ko ni zemljiška knjiga čista, ki ni vse urejeno in tako naprej in tako naprej. Seveda pa vsak ima pravico tudi sam prodati, zdaj kaj prišpara ali ne, ve pa vsak po svoje. V glavnem, posrednik bi naj poskrbel za vse in njegovo delo je, da vi kot naročnik mirno spite in se ne obremenjujete z nobenimi zadevami. Lepo se mejte, to je to, da ne bom predolg, se slišimo kmalu, uživajte, adijo.